Spoštovani, lepo pozdravljeni v Celjski Mohorjevi knjigarni, kjer smo danes še posebej ponosni. V luči prihajajočega praznika Dneva državnosti se danes veselimo izida knjige posvečene očetu slovenske države, dr. Jožetu Pučniku. Pod okriljem Muzeja slovenske osamosvojitve je bil v luči 90. obletnice rojstva v letu 2022 in 20. obletnice smrti v letu 2023 v začetku oktobra lani na Slovenski matici o dr. Jožetu Pučniku organiziran simpozij. Na svojstven način je odmeval v slovenskem medijskem prostoru, vsekakor pa ponovno osvetlil pomen Pučnikove vloge v zgodovinskih procesih konec 80. in v 90. letih 20. stoletja. Na njem je takratni predsednik države Borut Pahor Pučnika označil za nestorja osamosvojitvene misli. Na očeta in strica sta spomina vodila sin Gorazd Pučnik in nečakinja Iva Pučnik Ozimič. V širši zgodovinski in družbeni politični kontekst so Pučnika umestili številni njegovi sodobniki in politični sopotniki, Janez Janša in Lojze Peterle, akademika dr. Janko Kos in dr. Milček Komelj, dr. Aleš Maver, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, magister Igor Omerza, dr. Dimitrij Rupel, Alenka Puhar, dvojni dr. Igor Grdina, Ivo Jevnikar, Franci Feltrin, dr. Pamela Glušič, Mateja Richter, dr. Dejan Valentinčič ter dr. Željko Oset. Željko Oset je vse te prispevke vsebinsko tudi uredil. V Celjski Mohorjevi družbi, seveda v sodelovanju s takrat še obstoječim Muzejem slovenske osamosvojitve, pa smo izbrali in izdali v knjigi z naslovom Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Zgodovinsko distanco se avtorji strinjajo, da se je ob nastanku neodvisne in samostojne Republike Slovenije dr. Jože Pučnik izkazal kot državnik z veliko začetnico in mu zato pripada častno mesto v slovenskem zgodovinskem spominu in krajini. Danes bodo o tem spregovorili v prvi vrsti akademik dr. Janko Kos, akademik dr. Milček Komelj, gospa Alenka Puhar, dr. Dejan Valentinčič in dr. Željko Oset. In upamo, da tudi vi, spoštovani gostje in dragi soavtorji zbornika. Vsem prisrčen pozdrav. Akademik dr. Janko Kos, v svojem prispevku ste med drugim zapisali, da se je Pučnik pridružil Kantovemu mnenju, da je legitimno samo tisto, kar lahko moralno utemeljimo. Legalno pa je marsikdaj lažno in navidezno, zato je že v tem času in v tej fazi moralno vzpostavil ne samo zoper legalnost, ampak predvsem zoper socialistično pravo tistega časa. Kakšen človek je torej bil Jože Pučnik, kaj v njem je bilo tako usodnega, da ga je že v najzgodnejšem obdobju potisnilo v obstranstvo, v uporništvo, v spopad med prav in tisto, kar družba pričakuje. Hvala lepa. No, moj prispevek, kot smo zdaj izvedeli, je v nekem smislu raziskovanje njegovega mišljenja, se pravi geneze njegove politične misli, ki pa ni bila samo politična, ampak je nastajala iz nekih filozofskih in znanstvenih osnov. In to sem skušal v tem prispevku nekako raziskati. Se pravi, moj prispevek je izrazito, če smem tako reči, raziskovalen. To seveda ne pomeni, da ne obstajajo še drugi problemi o Pučniku, ki jih še nisem raziskal, ki jih bo pa treba absolutno raziskovati. Primerno mesto za to bi bil Muzej osamosvojitve ali pa kje druge zdaj. Mislim, da med probleme, ki naj dodatno osvetlijo Pučnika in njegov pomen za osamosvojitev, spadajo predvsem njegovi odnosi s sodobniki, sodelavci ali nasprotniki. Tu mislim zlasti na njegov odnos do dveh, ki sta bila njegova prva podpornika, to se pravi Taras Krmavner in Veljko Rus. Oba dva sta celo trpela zaradi tega, ker sta ga leta 57-58 podprla.
Ampak ta odnos se je nenadno skrhal in se celo spremenil v izrazito nasprotovanje ali celo nekakšno sovražnost pri Tarasu Krmatelju. No, zato mislim, da bi bil ta odnos, pa tudi seveda Pušnikov odnos do vseh drugih, tudi do Lojzeta Peterleta in tako dalje, vreden posebne analize in upam, da jo bomo še kdaj doživeli. To mislim zlasti na Veljka Rusa seveda. Najbrž vam je znano, da je Veljko Rus, potem ko je vrsto let vendarle bil podpornik Pučnikov, leta 90 pred volitvami naslovil nanj neko odprto pismo, v katerem ga je pozval, naj ne sodeluje s klerikalci v Demosu. To je bilo predvsem usodno pismo, ki je hotelo razdreti Demos, tako rekel. No, Pušnik je odgovoril z nekim odprtim pismom takoj na to, da v Demosu ne vidi klerikalcev, kar seveda pomeni, da v krščanski demokraciji ni videl klerikalizma in da je krščansko demokracijo, kot je nekje drugje zapisal, zelo sprejemal kot bistveno za socialno in politično preobrazbo Evrope. No, to so problemi, o katerih bo treba dočakati še natančna analiza. Drug problem, ki je zelo pomemben in ki ga nisem mogel v tem prispevku dokončno ali podrobno obdelati, je njegov študij v Nemčiji. Znan nam je naslov njegove disertacije v Hamburgu iz leta 1972. Naslov je izrazito seveda znanstven. To pomeni, da je Pučnik v tem času, ko je živel v Nemčiji teh 20 let, prestopil iz območja slovenske filozofske ali sociološke misli v neko misel, ki je bila misel moderne sociologije. Se pravi, sociologije, ki sega nazaj k Maxu Weberu, pa v Ameriki k Talcotu Parsonsu, pa v Nemčiji seveda Habermasu in Luhmannu. Se pravi, to so moderni sociologi, ki so očitno vplivali na Pučnika in je ob njih gradil neko teorijo, iz katere je potem izšel njegov načrt ali podpora slovenski osamosvojitvi. Se pravi, da je zelo bistvena natančna analiza, kaj je pravzaprav prevzel iz moderne sociologije in v čem je bil njegov izvirni prispevek k tej sociologiji. Se pravi, v čem je postal zelo pomemben in izviren moderni sociolog. Tu mislim, da je treba opozoriti na 3 stvari, ki so zelo najbrž očitne. Prva, recimo, je ta, da je ta moderna sociologija hotela biti tudi historična. Tako imenovana historična sociologija. Max Weber se je ukvarjal z problemi Rima, pa budizma, pa ne vem še česa. Podobno seveda tudi Parsons in Habermas sploh in tako dalje. Pučnik ni bil historičen sociolog in ga ni zanimala ta historična problematika, ampak se je enostavno orientiral na sodobno teorijo sodobne družbe. To ga je zanimalo očitno zato, ker je videl pred sabo predvsem nalogo, kako razložiti, analizirati in ovrednotiti slovensko politično in socialno stanje. To je njegov izvirni prispevek, se pravi odmik v čisto teorijo. Druga njegova izvirna značilnost je verjetno tale. Moderna sociologija od Maxa Webera naprej je hotela biti brez vrednostnih sodb. Ni hotela vrednotiti, hotela je biti čista, nevtralna znanost, zgolj dejstev in analiza dejstev. Pri Pučniku je pa nekako drugače. Pri njem se vendarle pojavljajo pojmi, ki so vrednostni. To niso čiste formalne kategorije, ampak imajo vrednostni predznak. In primer za to je ravno problem legitimnosti, ki ga je gospa tule že omenila. S problemom legitimnosti se je ukvarjal Pučnik od vsega začetka
In ko je bil v Nemčiji, se je seveda oprl na Maxa Weber, ki je v znamenitem prispevku razložil 3 tipe take legitimnosti oziroma legitimiranja. Pušnik je gotovo iz tega izšel, ampak ko pa natančno pogledamo, kaj je pod legitimnostjo razumel, se pa vidi, da mu je to izrazito vrednosten pojem. Legitimno je tisto vredno, moralno, nelegitimno je tisto nemoralno, bodi si v pravu ali kakorkoli. No, to je že njegova posebnost, ki pomeni, da je razumel, da je vendarle moderna sociologija tudi vrednostno odgovorna in da mora razviti nek pojem vrednostnih sodb in seveda pojmov. No, izrazit primer njegovega vrednostnega razumevanja stvari je njegov pojem civilne družbe. Pri njem civilna družba pomeni seveda nekaj drugega kot v sodobni, ko bi rekel, levi teoriji civilne družbe. Ampak pri Pušniku ima civilnost izrazit vrednostni pomen. To je tisto pozitivno, kar naj neko družbo organizira v demokratično, pravično, socialno in tako dalje. No, končno pa še tretja, da čim prej končam seveda, še tretja izvirna posebnost Pušnikovega mišljenja v tem času in pozneje je pa tale. Moderna sociologija se je hotela odtrgati od vsakršne filozofije. Češ da filozofija, to je seveda tisto, kar vrednoti, kar špekulira in tako dalje. In zanimivo je, da je Pučnik, kot sem videl iz nekega primerka knjige, ki jo je imel v rokah, študiral zlasti Willarda Quina, ki je pa eden glavnih ameriških analitičnih filozofov. In v tisti knjigi je celo Pučnik podčrtaval posamezne stavke in pojme, tako da se iz tega približno da razbrati, dokam je segel njegov pogled v filozofijo. Namreč Quine je seveda bil na stališču, kot modern analitični filozof, da mora filozofija biti podrejena znanosti. Pravzaprav se prilagaja znanosti in to, kar ugotovi znanost, mora torej filozofija priznati in sprejeti vase. Pri Pučniku je pa malce drugače. Tudi v tej svoji fazi, ki jo je razložil natančno v knjigi, znameniti po moje zelo pomembni knjigi Kultura, družba in tehnologija, je vendarle postavil osnovo, ki je filozofska. Ves čas je razlagal in trdil, da civilna družba temelji in izvira samo iz osebe. Ta oseba pa seveda ni navaden znanstven pojem, kot ga Pučnik razume, to je oseba v filozofskem smislu. Oseba, kot jo je razumel Kant, ker Kant jo je definiral v svoji kritiki čistega uma in drugih delih, kot tisto osnovo, ki človeka šele usposablja za razumno življenje v družbi, kulturi in tudi seveda politiki. Tako da je tudi na tej ravni Pučnik absolutno izviren in je tej moderni sociologiji vdihnil vendarle nekaj tega temeljnega filozofskega duha in ta duh je bil v glavnem duh Kantove filozofije, kot smo slišali za kategorični imperativ. Jasno, Pučnik je kot študent leta 57-58 poslušal pri Almi Sodnikovi, naši znameniti filozofski zgodovinarki, predavanja o Kantu in je spet vredno analize, kaj je pravzaprav Sodnikova učila o Kantu, kaj je iz njega povzela in kaj je lahko prenesla na Pušnika. Se pravi, te zveze so pomembne
in seveda tudi bistvene, ker iz njih lahko razumemo šele, zakaj in kako se je Pučnik lahko odločil za osamosvojitev in to zelo rezolutno, zelo imperativno osamosvojitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Akademik dr. Milče Komelj, v svojih spominih na očeta slovenske države, kako ste naslovili svoj prispevek, ste zapisali: v bistvu je bil politik, gotovo tudi sociolog Pučnik, vendar ne kot predkan manipulator, marveč kot nadvse pogumen in odkrit bojevnik za temeljne pravice slovenskega naroda. Saj si je prizadeval za razkrinkanje sistema, ki je demokracijo zatiral in se je za demokratičnega s pomočjo režimskih sociologov samo izdajal. Bi lahko posplošili, da je bil Pučnik človek, ki je vedno rekel Bobu Bob in ni nikomor in ničemor gledal skozi prste, zgolj zato, ker je bil naš, ali ker je šlo za našo stvar? Ja, ker je šlo za našo stvar, vsekakor. Jaz sem počaščen, da sem sodeloval lahko na tem simpoziju in zborniku, čeprav nisem poklican, mnogo bolj bi bil poklican seveda Niko Grafenauer, na katerega se tukaj večkrat sklicujem. Kajti Pučnika sem spoznal v njegovi družbi, nekoč po teh protestnih oziroma srečanjih na društvu pisateljev, ker sva bila soseda rekel, naj počakam, da bo šla skupaj domov, in sem se potem znašel v ožji družbi teh zarodnikov na Vencah, ker vse sem poznal, še celo Josip Vidmar je bil tam, razen nekega moža, ki je bil tam najbolj markanten, se v glasu in je rekel, zdaj je edinstven trenutek, da se osamosvojimo, skratka bil kot ena mitična osebnost, strašno strastjo je to govoril, mene kar srko bil in vprašal nekaj, kdo pa je to, no, reče Pučnik vendar. No, in takrat naprej sem bil nečkokrat v njegovi družbi, ravno po Nikotovi zaslugi, ne toliko na formalnih sestankih in tudi potem, ko se je na začetku pripravila razstava Temna stran meseca, ampak ničkolikrat, in sem ga spoznal bolj kot človeka, skratka, ki je bil ne samo tak razumski oziroma znanstvenika, kakršno je govoril analitično imenitno akademik Kos, ampak kot človeka, ki je bil strastno zavzet. Zato sem tudi napisal, da je bil tudi neke vrste pesnik politike. To zato govorim, ker Niko Grafenauer se z njim tako dobro razumel, da ga je večkrat dražen rekel, kaj boš ti, ki si sociolog, ne pa pesnik, kajti v krožju pesnikov je pesnik pomenilo biti sinonim za nekega človeka duha, ki ga krila nosil, ki nisem razumski in je tako rekoč temeljna figura, to vem, da je to bilo zavest. In nekoč je prišla z New Yorka ena novinarka Grafenauerja in ga vprašala, kaj misli o Žižku, in on je samo z enim stavkom odgovoril, Žižek ni pesnik, skratka. No in samo enkrat se je Pučnik neko razburil in rekel, kaj me dražiš, res sem sociolog, ampak to ne pomeni, da ne ljubim umetnosti in tako naprej. Skratka, da on je bil nekaj s to strastjo, tudi pesnik in vedno je bil z velikim zanosom, tako sem ga spoznal, ne samo razumno govoril v stvareh vseh in bil je strašno odločen, direkten, kot ste rekli, obenem pa tudi zelo blag, očetovski, celo to se videlo pa iz vsakdanjih razgovorjev, tako da sem bil tudi z njim na ekskurziji, smo bili v Rimu na ogledu Rupnikove kapele, ga je vse zanimalo, lucidno, skratka, ikonografsko, videl se, ko je izobražen, Niko, ki je vodil to ekskurzijo, bil pa najbolj ponosen, če je bila tam imanentna družba, da bi tam Pučnik. Ga je tako kot za očeta države, za državnika predstavljal, čeprav imel on nobene take funkcije uradno. Tako da, da smo Pučnika imeli tudi radi, ne samo ga spoštovali. In zato je prav ta knjiga zdaj šla, ker jaz sem bil pa vseben zato tako rad, seveda, ker sem si vedno želel, da je bila Slovenija samostojna in pa ne so, ker bi se s politiko ukvarjal, to sem že vedel, da je ta režim bil autokratski oziroma da se ni smelo povedati, kar je človek mislil, ne. Če neč povedal, lahko mirno živo se umetnost poglabljal, ne, in tako naprej. Ampak poznal sem pa Pučnikovo osobo, sem se prebral, ne, tako da sem ga tudi, ko sem ga slišal živo, se mi je zdel kot mitična osebnost in sem je pa zelo vesel, da sem ga spoznal, ne. Skratka, je pa fajn, da je ta knjiga zdaj šla oziroma ta simpozij bil, ker ugotavljam seveda, da je danes stanje tako in čez tak, da nekako sem mlajši, saj sploh ne zavedajo,
za pomena slovenske osamosvojitve, ki je gotovo temeljna, usodna, prelomnica, kjer je bila srednja figura vsekakor Pučnik in mu niti ne priznavajo več te veljave in podobno, ampak jim je bliže nekdanja Jugoslavija, ker pomeni, da je šolski sistem, kar se tajo in ne vem kaj, ampak dejansko je tako opažati. In to me tu kaže vse te dejanja, ne, kot so ukinitev muzeja in podobno, o čemer ne bom zdaj govoril, vse, kar je povezano s Pučnikovim imenom, ne. Zato je treba, je krasno ta knjiga šla in treba opozarjati na pomen Pučnika in samosvojitve. Skratka, tako da je Pučnik res ta osebnost, ker to državo našo je na Novi Redi vedno veljalo ustanovo Prešeren kot duhovni oče, ne, kot materialni oče je Pučnik, ne, za katerega je akademik Kos, ne, kot sem slišal v radiju, ki je predlagal, ne, bral, da bi on zaslužil najbolj sreden spomenik. Ne. In jaz tudi mislim isto, kolikor ne bo spomenik osamosvojitve, seveda kolektiven vsem Slovencem, ki smo takrat tako enoglasno bili za samostojno Slovenijo. Pučnik je bil pa tisti energičen motor, ki je to realiziral. Ne opažal sem pa seveda tudi, zlasti, ko sem bil velik znik o tom, kako je bil najbolj prizadet in jezen, kadar do Pučniku, ki je oporekal in podobno, češ, da se je tujil slovenstvo, ker je šel v Nemčijo, čeprav bi prisilen in podobno. Tako da je že takrat, no, marsikdo ni priznaval tega prvenstva, čeprav se on nikdar za prvenstvo boril, ko ga je nekaj tam predstavljal kot našega državnika, tako kot če bi celo zadregi, se je bilo evidentno. Bil v bistvu, kot sem ga spoznal, zelo skromen, mi človek, hkrati pa energičen in neizprosen, ne? In zato je z enako energijo, kot je govoril takrat Jugoslavije, ne več, zdaj gre za Slovenijo, in že prvič govoril, ko sem ga slišal. Tako da je vse začaral nekako, je rekel, edinstven čas v zgodovini, da se osamosvojimo in to moramo izkoristiti. Ne? To je, ko sem ga prvič videl, takrat je bil seveda malo v srcu kot svetla luč. Hvala lepa. Hvala lepa vam, izvrstno ste opisali ta vaše srečanje z njimi in hvala za. Gospa Alenka Puhar, v svojem prispevku pa vi ostajate zvesti sami sebi in bralcu nalijete na trenutke boleče čistega vina. Svoj prispevek ste naslovili Variacije na fašistične teme. Tudi na mojem osnovnošolskem spričevalu je še pisalo Smrt fašizmu, svoboda narodu. In 30 let pozneje se zdi, da sta ta dva pojma, fašizem in svoboda, bolj aktualna kot kadarkoli prej. V kakšen mlin je pravzaprav padel dr. Jože Pučnik? Je sploh imel kakšno možnost, da bi iz njega izšel iz teh po-osamosvojitvenih časov nepoškodovan? Možnost je gotovo bila. Ni bila izrabljena, uporabljena. Dober dan, Gorazd Pučnik je tam, pa ga moram pozdraviti. Gorazd, kar naprej. Lepo pozdravljeni, zelo smo veseli, da vas imamo danes v svoji sredi. Ja. Torej, moj prispevek z naslovom Variacije na fašistično temo je zrasel iz dveh motivov. Eno je moje zgroženo opažanje, da je obkladanje, ali bom kar rekla, zmerjanje s fašisti in fašizmom in nacisti celo in različnimi izpeljankami iz tega postalo množično. Drug razlog, da sem se temu posvetila, je pač povezan s Pučnikom. Zdi se namreč mi, da je Jože Pučnik prvi primer slovenskega politika, ki ga je to pripisovanje fašističnosti v političnem pogledu onemogočilo. No in zato sem pač sklenila pogledati, kako se je to obkladanje razvijalo, kakšna so bila nihanja. In sem začela, torej moj pregled znaša približno 100 let in sem začela v približno leta 1928, ko je Josif Stalin prišel na idejo, da so socialdemokrati v bistvu fašisti oziroma nacisti in da je treba
boj proti njim ne usmiljeno biti na vseh frontah. S tem je prišlo v tem širokem, zanimivem delavskem levem gibanju do enega hudega razcepa. Posledice tega so bile pa hude, zelo, zelo hude. No, jaz sem zasledovala to modo, ki v prvi Jugoslaviji, ko je komunistična partija vse povprek zmerjala različne organizacije in vso družbeno ureditev za monarho-fašistično in klerofašistično, samo takrat seveda je bila to neznatna, ilegalna, prepovedana stranka, ki je imela, katere domet je bil minimalen. Po letu 1945, ko je komunistična partija, ne da bi bistveno spremenila nazore, torej z temeljne opredelitve, prišla na absolutno oblast, je pa to postalo množično. Zanimivo se mi zdi, da je komunistična partija Jugoslavije s fašistoidnostjo obkladala vse svoje zahodne zaveznike, torej Angleže, Amerikance, Francoze, jasno Italijane. In to je trajalo do sredine 50-ih let, ko so se zahodni zavezniki močno razburjali so se dlje časa, ampak pol jim je bilo pa očitno zadost, ker so Jugoslovani moledovali za finančno pomoč, državo so namreč v parih letih spravili na rob bankrota in brez zahodne pomoči ne bi obstala. No, potem je moda se pritajila, oziroma jaz nisem našla kakšnih posebnih znamenj za njo, je pa vzniknila na to v 80-ih letih. Dolgo je šlo predvsem za govorjene, tudi za šepetane očitke, potem so se pa začeli pojavljati v tisku in se hitro širili. Tako da je eden od razlogov za razpad Jugoslavije ta, da je postalo samoumevno in moderno Slovence zmerjati s fašisti, z bečkimi kočijaši in tako dalje in tako dalje. Skratka, to prepričanje in ta užaljenost Slovencev je upoštevanja vreden razlog za to, da se je Slovenija odločila ločiti od Jugoslavije. Javno je ta termin vendarle bil še nekoliko kočljiv. Pomembno pa je, da je Milan Kučan, ki je bil takrat predsednik centralnega komiteja komunistov, marca 1988, ko je bilo stanje v državi izredno slabo in napeto, sklical vse partijske odličnike in vse udbovske velemojstre in jim je dal tako rekoč smernice oziroma direktivni govor je imel, v katerem je izrazil mnenje, da so pozivi k političnemu pluralizmu navadno desničarstvo in da je to fašistoidno, zlasti ker se druži s nasilnostjo, čeprav so bili ti znaki nasilnosti silno bledi in blagi, omenjuje žvižganje in topotanje na tribunah. No, ampak skratka, vsi najpomembnejši vodilni možje in njihovi podrejeni so dobili smernico, če se komunisti ne bojo
resno uprli tem tendencam, bo v Jugoslaviji se zgodilo to, kar se je zgodilo v Nemčiji v zgodnjih 30 letih, ko je skratka Hitler prišel na oblast in se je pač začelo eno najtemnejših obdobij v zgodovini. In brez zamere, posledice te direktive, te usmeritve so se kazale potem ves čas in so več kot očitne danes. Kar zadeva Pučnika. Pučnik je bil v 80-ih letih popolnoma neznana oseba, razen v nekem ozkem krogu ljudi. Ko se je vrnil, so začeli o njem takoj širiti glasove, ki so ga povezovali z nacizmom oziroma fašizmom, ker je za azil zaprosil v Nemčiji, ker se je v Nemčiji uveljavil, ker je dobival nemško plačo, ker je imel celo nemško drugo ženo in nemške otroke. In te insinuacije, da nam je Gestapo uvozil enega fašista ali nacista, so imele znatno vlogo pri pač sramotenju tega človeka. O bolj aktualnih valovih obkladanja s fašistom vam ne bom govorila. Če dovolite, bi prebrala samo en droben citat, da slišimo s pomočjo mojega glasu še Pučnikov glas. Torej, konec leta 2000, pred 22,5 leti, je Pučnik, ki je pisal razne komentarje in članke za revijo Ampak, napisal na rob aktualnega dogajanja tole. Perverzno je, da vsak poskus korekture teh krivičnih pravil igre, ki so ostali politikom kontinuitete, sproži verižno reakcijo agresivnih napadov prizadetih političnih skupin in njihovih medijev. Govori se o čistkah, o preziranju stroke, o grozečem fašizmu in o bojazni pred pučističnimi namerami vlade. Čim so ogroženi njihovi privilegiji, katerih senčna stran je vedno diskriminacija drugih, se v očeh privilegiranih začne podirati svet in sproži se histerična gonja. Seveda se pri tem omenjajo le najvišje nacionalne in evropske vrednote in nikoli lastni žepi, za katere večinoma gre. Teh besed ne citiram prvič, uporabljala sem jih že pred časom, pred 2 leti, letom in pol. In sicer ob 30-letnici samostojne Slovenije, ko sem premišljala, da bi bilo za obletnico primerno kdaj uporabiti kakšno Pučnikovo misel oziroma oceno, mnenje, izjavo. Jasno, mož je bil mrtev, ampak poznamo navado citiranja in iskanja pomembnih misli in objave. In ker tega noben drug ni storil, sem sklenila narediti jaz v svoji kolumni, takrat sem še pisala kolumne za Delo in sem natanko ta citat, ki je bil v veliki meri uperjen proti Delu, tudi objavila. Ampak čez par dni so mi sporočili, da se zahvaljujejo sodelovanje, da ne bi več. Hvala vam. Slovenska pomlad je odmevala tudi preko slovenskih meja, še posebej v zamejski in izseljeniški Sloveniji. Dr. Dejan Valentinčič, podpisali ste se pod 2 prispevka, in sicer pod analizo, kako so Pučnika zaznavali mediji na avstrijskem Koroškem in kako se je osamosvojitvena miselnost prijela ter razraščala v daljni Avstraliji.
Se je Jože Pučnik zavedal, da hočeš nočeš živi v svetu, kjer je forma pogosto bolj pomembna kot vsebina? Koliko ga je stalo to prepričanje, da je resnica dovolj pomembna, da je ljudem ni treba posebej prodajati v narekovajih? Hvala lepa, sem zelo počaščen, da sem danes tukaj ob toliko eminentnih imenih, ki so prispevala svoje prispevke v ta zbornik. Sem se kar malo spraševal, kako da ste mene povabili. Mogoče zato, ker sem verjetno najmlajši avtor, tako da seveda ta podnaslov Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov seveda pri meni pride v poštev v zgodovinskem spominu. Moram pa tudi takoj povedati, da seveda, ker po profesiji nisem zgodovinar, se nisem čutil kompetentnega brskati po arhivih, torej je to bila bolj neka interpretacija seveda, kar je bilo takrat že objavljeno, ter spominov njegovih sodobnikov v zamejstvu in izseljenstvu. Torej, če najprej par besed spregovorim o zamejstvu, torej, kot vemo, seveda imamo avtohtone slovenske manjšine v vseh 4 sosednjih državah. V zborniku sta prisotna prispevka o Italiji in Avstriji, ker na Madžarskem je v tem času šele prišlo do prvega manjšinskega organiziranja, v času komunistične Madžarske slovenska manjšina ni bila organizirana, je pa tudi že odigrala neko svojo vlogo, recimo v času osamosvojitvene vojne se je znotraj manjšine uporabil začelo zbirati humanitarno pomoč in se je potem to civilni zaščiti v Murski Soboti predalo. Slovenska manjšina na Hrvaškem pa seveda tudi ni obstajala do razpada prejšnje države in takrat torej nekaj bivstvenega angažmaja še ni bilo. Drugače je situacija v Italiji in v Avstriji. O Italiji je pisal Ivo Jevnikar, ki je tudi danes tukaj prisoten, medtem ko sem sam skupaj z Pamelo Glušič, ki je profesorica na Visoki pedagoški akademiji v Celovcu, ter Mateo Richter, ki je urednica časopisa Nedelje, smo torej analizirali 3 slovenske tedne časopise, ki so takrat na Koroškem izhajali. To je časopis Nedelja, ki še danes izhaja, kmalu bo praznoval 100-letnico in je verjetno najstarejši še delujoči slovenski časopis, ter 2 časopisa, ki ne obstajata več, Naš tednik, ki je predstavljal konzervativni del manjšine, in Slovenski vestnik, ki je predstavljal levi del manjšine, ki se na to leta 2003 združila v skupni časopis Novice. Torej, ne bom poveličeval stvari, ampak bom zelo iskreno povedal. Torej, kar se tiče Koroške, gotovo Jože Pučnik ni bil med najbolj vidnimi Demosovimi politiki. Zakaj? Ker so nekateri politiki bliže odprej poznani na terenu, recimo Lojze Peterle, ki je imel veliko osebnih stikov in tudi v funkciji predsednika vlade na Koroško pogosto prihajal. Pa recimo drugi, kot recimo Janez Dular, ki je bil takrat minister Slovence izven Slovenije in je seveda tudi prihajal. Jože Pučnik je gotovo bil bolj poznan na Tržaškem, ker je imel družinske vezi. Torej, na Koroško je prišel v času Demosove vlade, ter še predvolilne kampanje 4-krat. Pri tem pa je zanimivo, da torej, ko smo to raziskovali, predtem smo odšli na časopise, ko smo preučevali spomine ljudi, se je izkazalo, kako zelo varljiva stvar je človeški spomin. Namreč kar nekaj takrat vidnih manjšinskih politikov je zagotavljalo, da Pučnika nikoli ni bilo na Koroškem. Potem pa so časopisi to ovrgli, pokazali drugo sliko, torej bil je 4-krat, 3-krat med koroškimi Slovenci, 1-krat pa na Dunaju, na sestanki z avstrijskimi oblastmi. Seveda, to so bili taki seveda prijazni, ampak hkrati koristna srečanja, kjer nekako so seveda tako mediji kot manjšinski politiki Pučnika spraševali za oceno situacije in tako naprej, in je on razlagal cilje Demosa, kje so stvari in tako naprej. Bi pa posebej tukaj omenil še en vidik, namreč na en obisk je verjetno bil tak, da je pustil eno posebno sled, namreč v enem od obisku se je Jože Pučnik srečal poleg seveda manjšinske organizacije, katero se je vedno srečeval tudi z vodstvom Enotne liste, torej zbirne stranke Slovencev na Koroškem. In takrat je nastala ena kooperacija, ki je potem trajala kar nekaj let. Namreč takrat so prišli predstavniki Enotne liste k socialdemokratski stranki v Slovenijo poučevati torej njihove člane in funkcionarje, kako v Avstriji deluje lokalna samouprava. Nekako v pripravah na reorganizacijo občin v Sloveniji, in ta povezava med Enotno listo, pa enako velja za stranko Slovensko skupnost v Italiji in socialdemokratsko stranko, kasneje
Slovensko demokratsko stranko, torej je trajala, lahko rečemo, 50 let. In to je bilo neka stalna stvar, torej, da so se predstavniki obeh teh manjšinskih strank udeleževali kongresov strank, da so jih vabili na kongrese v zamejstvu in tako naprej. Sicer je določena povezava obstajala z vsemi tremi pomladnimi strankami, ampak recimo tukaj z SDS-om še posebej. In lahko rečemo, da je trajala, dokler je enotno listo vodil Vladimir Smrtnik in Damjan Trpin, torej slovensko skupnost v Italiji. Poleg treh tehnikov, ki so takrat izhajali, smo v tem prispevku zbrali tudi prispevke treh vidnih koroških Slovencev, ki so Pučnika dobro poznali. Omejil sem predvsem na enega, ki je tudi širšega vidika pomemben, to je bil Karel Smole. Torej, Karel Smole je bil med letoma 86 in 90 poslanec v Avstrijskem zvezdnem parlamentu na Dunaju, izvoljen je bil v kooperaciji enotne liste z zelenimi. Pomemben pa je Karel Smole zato, ker on ni bil zgolj poslanec, ampak tudi član zunanjepolitičnega odbora Avstrijskega parlamenta, torej imel zelo veliko poznanstev med parlamentarci po Evropi in mandat se mu je iztekel ravno nekako ob nastopu Demosove vlade in je takrat vlada imenovala za svojega predstavnika na Dunaju in to je bil, kolikor jaz vem, pa mislim, da je gotovo tako prvi nekako predstavnik vlade, ki je deloval na tujem in seveda, ko govorimo o Dunaju, s tem ne mislimo zgolj avstrijsko prestolnico, ampak mislimo eno zelo pomembno diplomatsko vozlišče, kjer je seveda tudi sedež številnih mednarodnih organizacij. No, Karel Smole se tukaj spominja tako svojega sodelovanja s Pučnikom, kot svojega dela. Opravil je eno izjemno delo v vseh teh letih, več 100 sestankov z različnimi diplomati. Za Pučnika pa je dejal, torej, da je bil preveč pošten in da po svojem načinu funkcioniranja ni bil dovolj glasen in da je zato tudi živel malo nespektakularno slabo iz oblasti. Mogoče, kar se tiče Karla Smoleja, še omeni še eno stvar. Namreč on tudi tukaj nekako opisuje, zakaj socialdemokratska stranka ni bila sprejeta v socialistično internacionalo, ampak je bila to stranka demokratične prenove. Namreč takrat je bil Milan Kučan na obisku na Dunaju in on se je hotel sam srečati s takratnim predsednikom avstrijskih socialdemokratom, Hansom Fischerjem, ampak je takrat Karel Smole rekel, ne, jaz sem tukaj predstavnik države, takrat ne samo vlade, ampak tudi države, ker je država že nastala, in je rekel, da to je v nasprotju z demokratskimi protokoli, da bi se mimo mene srečal z njim. In dejansko je tam bil na tem sestanku, o tem ni bilo govora, in pa potem rekel, da sta se ona dva dogovorila za zasebno večerjo isti dan in seveda takrat pa ni imel nekega vzvoda, da bi bil priključen, rekel, in takrat je verjetno prišlo do tega preloma. Toliko glede Avstrije, mogoče še par besed o izseljenstvu. Torej, zagotovo slovenska pomlad je zelo odmevala v vseh velikih izseljenih skupnostih. Ne nazadnje so naši Slovenci po svetu tudi odigrali zelo veliko vlogo, tako z seveda gojenjem ideje samostojne države, ki se je porajala prej v diaspori kot doma, na to v času nastanka Demosovih strank z materialno-finančno podporo tem strankam in seveda na to v času vojne in boja za mednarodno priznanje, tudi z diplomatskimi napori, z medijskimi pritiski, z javnimi demonstracijami in tako naprej. Torej, v prispevku je pa zbrana ena izseljenska skupnost, to je Avstralija. Zakaj? Ker je to bila edina izseljenska skupnost, ki je Jože Pučnik osebno obiskal. To je bilo februarja leta 1991, torej seveda v času Demosove vlade, pred samo osamosvojitvijo. On je tam obiskal torej vsa večja slovenska središča, Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, predstavljal svoje stvari. Pomembna stvar je bila predvsem, da so se za to zanimali tudi avstralski mediji in so o tem poročali. Druga taka zanimiva stvar pa je tudi, torej, da je on takrat dosegel tudi srečanja s številnimi avstrijskimi ministri, senatorji in tako naprej, kar seveda ni bilo samo umevno, ker on ni imel formalne vladne funkcije. In seveda ta obisk nekako lahko za avstralske Slovence rečemo, da je štel kot nekako vrhunec teh njihovih osamosvojitvenega angažmaja, še danes nekako ostaja v najtoplejšem spominu. In bom zaključil z tako simpatično zgodbico, namreč, da nekako damo težo torej slovenskim izseljencem. Če izvzamemo Združene države Amerike, ki vemo, da so imele do osamosvajanja poseben odnos,
Torej, te prekomorske države, kjer smo imeli največje izseljenske skupnosti, so bile prve, ki so priznali samostojno Slovenijo, in to je bilo v roku 2 dni, so Slovenijo priznale tako Avstralija, Argentina kot Kanada, ampak zanimiva stvar pa je ta, da datumsko gledano je prva neevropska država, ki je priznala Slovenijo, bila Argentina, dejansko pa je časovno prej to ratificiral avstralski parlament, ampak ker je Avstralija, torej toliko ur naprej, je že odbil en dan dalje, tako da dejansko velja prva Argentina, čeprav pa je bila tukaj Avstralija prva. In mogoče zaključek sam še to, no seveda v prispevku poleg tega obiska je nekako tudi opisan ta širši vidik, kako je ta skupnost pričakovala v povezavi z ostalimi seljenci to osamosvojitev in ne nazadnje tudi malo so omenjeni ti veliki misleci od Žabota naprej, ki so to idejo gojili že leta desetletja prej. Hvala lepa, torej ni se eno, na katerem delu spogle smo. Dr. Željko Osed, zbornik ste vsebinsko uredili, ne pokriva se čisto 100% simpozijom iz različnih razlogov. Simpozij in razstava o Jožetu Pučniku, ki sta bili pa temelj za knjigo, ste organizirali še kot direktor Muzeja slovenske osamosvojitve. Nekaj dni pred praznikom Dneva državnosti moramo sicer žal ugotoviti, da muzej ne obstaja več. Kako na pot spremljate knjigo, ki je pravzaprav edina materialna stvar ali pa vsaj ena redkih, ki ostaja za njim? Lep pozdrav vsem skupaj, lepo pozdravljeni na tej naši predstavitvi. Jaz sem zelo vesel, da smo uspeli realizirati ta projekt, ki se je dejansko začel oktobra 2021, ko smo pripravljali program za leto 2022. Takrat muzej ni imel svojih niti začasnih prostorov, ni imel financ, zato sem se takrat odločil, da izvedemo 2 tematske razstavi. Prva je bila vezana na plebiscit, pač zaradi znanega razloga, druga pa eni osebnosti, ki je pomembno zaznamovala slovensko osamosvojitev in glede na to, da je lažje obravnavati osebo, ki ni več živa, sem izbral Jožeta Pučnika. Dodaten argument je tudi določitev prioritetne teme v pozivu Ministrstva za kulturo, tako da smo to potem izpeljali na ta način, ker je bilo to izvedljivo, uresničljivo, poleg tega pa so tudi pomembne obletnice vezane na Jožeta Pučnika. Jaz sem zelo vesel, da smo uspeli pridobiti referente, ki so z nami delili svoje spomine. Žal se potem vsi niso odločili za objavo v tem zborniku, ampak mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na ta zbornik, ki je poklon dr. Jožetu Pučniku. Prepričan sem, da je v njem toliko novih vsebin, dodana vrednost in pokaže se tudi, da je Jože Pučnik še zmeraj referenčen politik, ki mu moramo biti tudi zgodovinarji hvaležni, kajti potem, ko ni bil več predsednik koalicije Demos, ko se je tudi iztekel njegov mandat podpredsednika slovenske vlade, da se je lotil zelo težavnega opravila in je prevzel parlamentarno komisijo, ki je izbrala zelo bogato gradivo o vojnem in povojnem dogajanju in je s tem v bistvu postavljena ena podlaga za nadaljnje raziskovanje. In prepričan sem tudi, da je ta zbornik ena podlaga za refleksijo o osamosvojitvi, oblikovanju zgodovinskega spomina in da pač je ta dosežek takšen, ki se ga je vredno spominjati, o katerem je vredno razpravljati, ne nazadnje povezuje vse nas. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosila za kakšno besedo. Gospod Gorazd Pučnik, danes predstavljate vašega očeta, tu zelo smo počaščeni, da ste se udeležili te predstavitve. Morda kakšno besedo
Hvala tudi vsem soustvarjalcem, ki ste prišli in pravzaprav bomo vsakega povabili k besedi. Vsi toplo povabljeni za kakšen komentar, za kakšno misel. Ja, pozdravljeni. Najprej bi se rad zahvalil vsem, tudi Mohorjevi družbi, seveda v prvi vrsti. In moram reči, da sem se tudi na tem simpoziju česa naučil tudi sam. Je vidno, da je Jože Pučnik ostal v misli, ampak tudi v srcih in da še vedno vpliva, kar je pa nekaj zelo pomembnega. In zdaj ne bi dogovezil, zato ker mislim, da tukaj nisem glavni jaz. Zato še enkrat hvala lepa in... Hvala lepa. Pa mogoče... Pa mogoče damo besedo kar zraven, dr. Stane Granda. Tudi vaš prispevek je bil zelo odmeven. Pravzaprav ste se dotaknili tistega osrednjega jabolka, kjer se je pravzaprav začela ta zgodba Pučnikova s sporom z vladajočo kandidaturo. Ja, če dovolite, bi sam še dodal k temu, kar je bilo že rečeno. Torej, zanimivo je, kakšno vlogo je tle pri demonizaciji Pučnika igrala Zveza borcev. To, o tem še nimamo napisanega, saj jaz ne poznam, ampak jaz se spominjam, ker sem pač precej teh ljudi poznal, revanšist, fašist, maščevaln, poglej ga sam v oči, kako ima maščevalne oči. In to so bile zgodbe, ki so nekatere ljudi kar prestrašile, zlasti kakšne ženske. Tako da se spomnim, kad sem z eno gospo vozil na morje, celo pot sem jo prepričal, da ne, pa oprostite, je bila naša pristašica, osamosvičena, ampak da je Pučnik, ki že ne bo tako nataknil, niti ne bo izvedel državnega udara. To je en primer. Drug primer, ki bi ga še k temu, kar je bilo danes povedano, dodal, ozadje tega simpozija zasluži tudi posebno zgodovinski zapis in bi prosil Željka, da za to poskrbi. Namreč nekateri so šli v poskusih, da bi ta simpozij onemogočili celo tako daleč, da so po Ljubljani, zlasti pri mladih zgodovinarjih, širili govorice, kako je Pučnik popolnoma nepomemben bil, da ga sploh noben ni spoštoval, da je nekvaliteten, neposeben. In moram reči, torej, tako grozljive stvari, da sem čutil referat akademika Kosa na simpoziju kot odrešilen. Torej, to je bilo grozljivo in to niso vi, veste, kakršnikoli ljudje, ko so to govorili. To je treba dokumentirati, zapisati, pa makar za 50 let zaprt v arhiv, če se kdo boji teh stvari. Ampak to mora priti na dan čez čas. Tretja stvar, ki me pa seveda je tle prizadela še, je pa trikotnik Ehrlich, oziroma oprostite, Matija Majer, Ehrlich, Jože Pučnik. To so trije popolnoma neprimerljivi ljudje. Torej, jaz moram reči, da sem se ogromno ukvarjal z Matijem Majerjem, z Ehrlichom, tudi ne tako veliko s Pučnikom, ampak vendar se je zanimivo, kako so oni v svojih razlikah enotni. In to bi bilo seveda vredno tudi nekega filozofa, tako kot je že akademik rekel, da bi si te stvari lotil, kajti tle so se združile nezdružljive stvari. In jaz moram reči, da sem zelo brez besed in zelo brez upanja, da bi kdo to veliko sintezo idejno tega trikotnika naredil, ker se mi zdi, da je bil nujen. Potem pa seveda ta zadnja stvar, ko sem se pripravljal za ta referat, jaz sem osebno z gospodom Jožetom Pučnikom nisem govoril, z njegovim bratom sem največ pa z Nečakino Ivo, ampak ko sem jaz to začel brati pa se pripravljati, sem bil zgrožen, ker v Jožetu nisi videl kmečkega sina. Jaz sem kot križ Božji Bog oče, koliko je pretrpel, če ga je bil jasen sin silov zadrugo. No, ampak potem, ko sem pa te stvari bolj prebral, pa premislil, in to mi pa še vedno ostaja skrivnost,
kajti ta članek o slovenskem kmetijstvu, ki je Jože Pučnik napisal, torej jaz ne poznam boljšega članka o agrarni zgodovini po drugi svetovni vojni, tako konkretnega, tako na številko, so pamfleti, so zmerjanja, so tudi duhovita stvari, ampak to, kar je pa tle naredil Jože Pučnik na številkah, veste, to je pa za mene presenetljivo in mislim, da je bilo tudi to tisto, kar je nekatere dodatno požgalo k njegovim diskvalifikacijam. Da zaključim, torej ta knjiga je verjetno, vsaj za zdaj, edini simbol, torej edina sled našega muzeja slovenske osamosvojitve. Tudi če muzeja ne vem, kaj bo z njim, ampak Muzej slovenske osamosvojitve se je s knjigo, ki je trajna dobrina, zapisal v zgodovino in moram reči, da sem izjemno vesel, da je do tega prišlo, kajti to je velika stvar in duh je všel iz steklenice. Tako da, Željko, hvala pa tudi vsem avtorjem in upam, da se bo še nadaljevalo, kajti Jože Pučnik zasluži tudi kot oseba ogromno študij še, pa tudi pravzaprav slovenska osamosvojitev zasluži še ogromno študij. Mislim, da je Milček omenil mimogrede problem slovenske šole. Jaz sem zaradi enih drugih stvari, ker se pripravljajo novi kurikulum in pa tako naprej, pa tako nazaj, nekaj pač špiclov po Zavodu za šolstvo in sem dobil informacijo, da Gabrova skupina spet pripravlja novo reformo. Torej, če Gabrova skupina, veste, ki je pravzaprav, oprostite, zafurala osamosvojitev, namreč, ker ta šola je še vedno Gabrova in Gabrova skupina pripravlja zdaj spet novo reformo osnovnega in srednjega šolstva. Imena nisem zvedel, se rekel, da to je pa tajnost, ampak že ta podatek me je pretresel. Mislim, da je prav, da ga javno povem, kaj se spet pripravlja, kajti naša osamosvojitev je pogrnila v šolah. Lansket, moj vnuk sploh ni vedel, sploh nisem imel proslave, danes pa menda imajo, ampak bi bilo tudi to zanimivo opozoriti, na koliko šolah imajo sploh proslave slovenske osamosvojitve. Hvala lepa. Še kakšna misel? Jaz bi še eno stvar. Jaz se zelo lepo zahvaljujem vsem avtorjem, Inštitutu za novejšo zgodovino, ki je posnel posvet, potem se zahvaljujem Slovenski matici, ki nas je gostila in seveda tudi Celjskemu horju za izložbi. Hvala. Hvala tudi vam vsem. Za konec sem izbrala kratek odlomek iz prispevka Pučnikove nečakinje, gospe Ive Pučnik-Ozimič. Zelo se je veselila današnjega srečanja, vendar prav v tem trenutku kot ravnateljica zaključuje svoje zadnje šolsko leto, pa naj vseeno zaokrožim z njenimi besedami. Kaj bi nam vse to rekel Jože danes? Zagotovo spet odločno. Biti moramo pošteni, dosledni, vztrajni in pogumni in bi nizal številna dejstva in argumente. Kljub subtilnemu zavedanju vseh teh procesov, kljub neizmernemu zaupanju ljudi v moč in svobodo posameznika, je bil Jože gotovo nad mnogočem razočaran. A zagrenjen ni bil nikoli, ker je, kot vedno, dogajanje razumel in ga racionalno opredeljeval. Kajti ljubil je ljudi in ta krasni svet, ljubil je Slovenijo, ljubil je življenje in bi ga, kot je nekoč rekel, enako živel še enkrat, če bi ga lahko. Spoštovani gostje, cenjeno občinstvo, hvala za vaš obisk. Cafeteria para